trgovino smo hodili bolj poredko, ker ni bilo denarja dosti. Najbližja trgovina je bila tukaj na Pregarju. Je bila kar od moje mladosti. To je bilo od 48 leta naprej. Maša kar velika, ki je bilo se celo za polovico Brkinov skoraj trgovina. V trgovini smo prodajali živila, pa tudi industrijske izdelke. Blago za izdelavo oblačil, cveke, in potem se je živila prodajalo, vse bolj malo prodajalo, ker jih ni bilo dosti živil. Olje, sladkor, testenine, od salam mortadela, potem bombone in kakšno napolitanko in kakšne kekse petit. To v glavnem se je nosilo v vrečkah izdelanih doma, iz tekstila. Plastičnih vrečk ni bilo. Leta 1969 sem šla v Gorico v šolo, sem šla v mlečno trgovino, kjer smo nosili kozarčke od jogurta, Vipava je bila mlekarna in si prinesel lonček, steklen in vzel drugi jogurt sabo. Isto je bilo za olje, za kis. V trgovinah so imeli sod olja, ki je bilo 50 litrov in mi smo prinesli navadno steklenico, litrsko, in ti je natočil liter olja. V plastiki si mislim to, da je zelo uporabna za določene zadeve, vendar s plastiko je treba delati previdno, zlasti kar se tiče odpadne plastike. Sami opazili, je zbirni center ograjen, asfaltiran prostor, ki je namenjen občanom. Namen zbirnega centra je, da občani sem pripeljejo komunalne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih. Kot ste sami videli, zbiramo odpadne avtomobilske gume, kovinske kosovne odpadke, gradbeni material, potem lesene odpadke, kosovne odpadke, embalažo, bodisi kartonsko, plastično, kovinsko embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih, kot je, kozmetika, čistila, barve, odpadno jedilno in motorno olje, tako da imamo širok spekter odpadkov, ki jih lahko tukaj gospodinjstva brezplačno oddajo. Moj odnos s plastiko je narobe. Bom povedala po domače. Če ne bi bilo kontejnerjev, bi se cela vas v to goro od te plastike založila. Jaz, ko sem bila majhna, nas je bilo 6 v družini otrok in ni bilo niti igrač plastičnih in ni bilo tudi ne vem kakšnih materialov, da smo kaj imeli plastično. Življenje z manj plastike je bilo veliko lepše kot danes. Plastike ni bilo povsod, večina izdelkov je bilo v stekleni embalaži. Namesto plastike se uporabljajo največ steklo za tekoče stvari, za drugo embalažo pa se z papirja, kartonske škatle in tako, in kovinske posode in to. Igrače, lesene, igralo se je pa od zunaj, ne tako kot danes. Otroci, ko smo imeli cajt, se je šlo ven igrati in igralo se je s vsemi stvarmi v naravi. Mobilov ni bilo, pozimi smo se drsali dol v križišče, ta klanc, cel večer do 9 ure, v kakšnih gumastih škornjih. V tistih starih časih, ko bo še moj oče hodil v šolo, tudi to v šolo, so imeli v prvih razredih tablico in kredo. Ko sem jaz začela prvi razred hoditi v to šolo. Te prve dneve, en teden ali 14 dni smo pisali črte, poševne, vijuhe in karkoli, da smo sploh osvojili držati svinčnikne barvice, kar na vrečke od tistih stvari, ki smo kupili v trgovini. Imeli smo računico in berilo. To je bilo vse. Nobenih delovnih zvezkov, ne samo prvi razred, tudi kasneje, Prvi delovni zvezek sem jaz dobila v 7. razredu pri zemljepisu. Takrat sem bila bombaž in se tudi kasneje, ko je prišel vmes že tudi druge sestavine, smo zmeraj z mamo pogledali, kakšno sestav ima. Tako da je bilo res bombaž, ne pa najlon, kot je danes in
nažalost, tam, kjer piše bombaž, ni več tak bombaž, kot je bil za naše čase. Ne vem, kako ga tu pridelujejo. Pri nas smo bili 3 otroci, 1 plača, tako da smo imeli srečo, da smo veliko oblačil tudi dobili iz Trsta. Smo imeli tam ene prijatelje in oče, tako da sem bila kar oblečena v redu, ampak s ponošenimi oblekami, ki jih je potem nosila še moja sestra, pa tudi še določene stvari še moja sestrična. Preveč je, absolutno preveč plastike. Imamo kontejner od 200 litrov, 7 nas je na družini, no nas ni jih malo, v 14 dnevih je polhan. Enkrat meni cela vas ni imela toliko smeti. Prav je, da je urejeno, ker tudi ljudje, tisti, ki pripeljajo smeti, bolje vidijo, če je urejeno, se tudi bolj potrudijo, da za sabo čim bolj očistijo teren. In pač pravilno sortiranje, drugače pa vsako službo moraš imeti in jo vestno upravljati. V gospodinstvu največ ljudje vozijo gume. Tako je, so se kar razvadili, sami menjavajo in tako, če ne, včasih se je tu puščavalo kar na vulkanizerstvih, ko so tu delali, komunalnih odpadkov, teh je največ, kosovnih, tudi do 80 kubikov pride, pa je ena majhna občina. V bistvu pa plastike je tudi ogromno. Plastike je ogromno, tu se ne bo kar tako menda izrodilo, v kratkimi cajti. Brez plastike v sodobnem svetu ne gre. Zdaj je sama plastika, flaše, vse v plastike. Turiste usmerjamo v to, da embalažo odlagajo v za to primerna mesta. Je pa plastika seveda problem tudi v škocjanskih jamah. To vidimo predvsem, ko so visoke vode, ko nam reka se pravi na svojih brežinah odloži veliko plastike. Delamo na tem, da imamo veliko čistilnih akcij, ker pač to plastiko seveda pobiramo in jo seveda tako ali drugače potem tudi ločujemo. Se moramo zavedati, da je narava bila pred človekom, da mi smo prišli zadnji in narava se nam vedno bolj maščuje za naša dejanja. Mislim, da jo bomo s takim načinom življenja, ki ga trenutno živimo, bomo uporabljali več plastike. Več, ko imaš, več bi te imeti, ne? Mislim, to je ta potrošniško razmišljanje, Če ćemo na področju ekologije kaj narediti, moramo začeti drugače razmišljati, Ker če ne, nas bo res, mislim, ko gledaš te prizore, ko so cele otoki plastike v morju, to je nekaj groznega. Kdo razmišlja tako, da vrže kar naravo skozi okno? Brez plastike bi se dalo živeti. Vprašanje je industrija, ki se ukvarja s plastiko. Bi rabili res veliko truda, pa nekaj skupne kolektivne zavesti. Mislim, da je prav na vas mladih to pač ta naloga, da probate se čim bolj ozavestiti in čim bolj mogoče združiti moči in poskušati se vrniti nazaj v tisto obdobje. Jaz mislim, da brez plastike bi lahko živeli in bi bilo boljše okolje in za vseh manj smeti.